Danes smo se zbrali v tej 100 let stari dvorani, da bi vam predstavili novosti in usmeritve za modernizacijo poslovanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in javnega zdravstvenega sistema. Za nas člane skupščine in še posebej za delodajalce kot pomemben plačnik v javno zdravstveno blagajno je pomembno, da se z denarjem za zdravstvo upravlja gospodarno in zakonito. Zato mora Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije na podlagi spremljanja stroškov pri izvajalcih zdravstvenih storitev in stroškovnih analiz redno obnavljati in določati realne cene zdravstvenih storitev. S posodabljanjem cen spodbujamo izvajalce k izboljšanju svojega upravljanja, k aktivnemu obvladovanju odhodkov ter k povečanju prihodkov za boljšo realizacijo programov ter s tem k boljši dostopnosti zavarovalnih vseh do zdravstvenih storitev. Z realnejšimi cenami lahko tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije prispeva k odpravljanju anomalij visokih presežkov nekaterih izvajalcev in na drugi strani visoki primanjkljaj nekaterih izvajalcev, na drugi strani ustrezen presežek naj bo namenjen nadaljnjemu razvoju zdravstvene dejavnosti, naj bo odraz dobrega upravljanja primanjkljaj pa znak slabega upravljanja. Kot gospodarstvenik bi si želel, da se načelo dobrega korporativnega upravljanja začnejo dosledneje uporabljati tudi v javnih zdravstvenih zavodih. Zato pozdravljam novelo Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki se uveljavlja na današnji dan in ki med drugim uvaja merjenje delnih obremenitev zdravstvenih delavcev ter njihovo nagrajevanje iz naslova delovne uspešnosti. Novela pa uvaja tudi razvoj mreže javne zdravstvene službe na podlagi večjih meril, s katerim se zagotavlja bolj kakovostno, varno ter racionalno izvajanje zdravstvenih storitev. Kot predsednik skupščine nazadnje jasno poudarjam, da Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije že danes zagotavlja izvajalcem dodatno plačilo in s tem spodbudo za dodatno upravljanje prednostnih programov, ki so življenjskega pomena ali za skrajševanje čakalnih dob. V lanskem letu smo že 45% vseh bolnišničnih operacij in posegov plačali nad planom in količinsko neomejeno. Zato je nesprejemljivo, da nekateri programi v letu 2024 pri nekaterih izvajalcih niso bili realizirani niti do plana. Pričakujem, da se letos z izvajalci, zlasti pa z javnimi bolnišnicami, redno mesečno sestajamo, spremljamo in spodbujamo realizacijo programa s ciljem zagotavljanja dostopnosti do kakovosti zdravstvenih storitev in skrajševanja čakalnih dob.